Pozdravljeni. Pa je le uradno, Sergio Perez ni več član ekipe Red Bulla. Kaj se je zgodilo in kaj lahko pričakujemo pa v naslednjih minutah. Kot ponavadi se je zgodilo tisto, kar je meni osebno najmanj všeč in priznam, da mi je malce neudobno, namreč v trenutku, ko sem objavil malce kritičen prispevek o špekulacijah glede kariere Sergija Pereza, se je na svetovnem spletu pojavila potrditev njegovega odhoda. Pri ekipi iz Milton Keynesa so verjetno poslušali moj kanal in takoj ustavili vse govorice. Seveda, ustavili so jih s potrditvijo. A ne glede na to, lahko mirne duše rečemo, da smo mi, navdušenci, pričakovali takšen razplet. A treba je povedati, da v vsej tej zgodbi so prav mediji odigrali kar veliko vlogo. Namreč nekateri navdušenci so iskreno razočarani nad tistim, kar je pokazal Perez v sezoni 2024. Mnogo je bilo govora o njegovem zaostanku za Maxom Verstappenom v točkah in glavni krivec za to, da Red Bull ni osvojil naslova svetovnega prvaka tudi med konstruktorji, je seveda mehiški voznik. A sam na zadeve gledam rahlo drugače. V sezoni 2023 nismo slišali absolutno nobene kritike, ki bi kazala na to, da bi morali odpustiti Sergija Pereza. Ampak, če pogledamo število osvojenih točk in razliko med Maxom in Sergijem, bomo takoj ugotovili, da je primerljiva s tisto, ki jo vidimo letos. Lahko bi dejali, da tu gre samo za razliko med učinkovitostjo Red Bulla RB19 ter RB20. In konec koncev v zadnjem delu sezone je bil Perez s tistim Red Bullom podobno tako hiter ali počasen, kot je bil letos. Le da so drugi prišli bliže in ga mnogokrat tudi prehiteli. Zanimivo je, da v sezoni 2023 položaj Pereza sploh ni bil ogrožen. In seveda v sezoni 2024 so mu pogodbo podaljšali. Čeprav je treba tu poudariti, da so bili pri Red Bullu izjemno nerodni. Nerodni so bili z zgodbo vezano na Daniela Ricciarda, ki je bil ne preveč potihem zopet sprejet v to družino prav zato, da bi lahko nasledil Sergija Pereza. In na koncu se je izkazalo, da Daniel Ricciardo enostavno ni bil dovolj hiter. Ali lahko bi dejali, da Ricciardo je bil prav tako počasen kot Perez. Vsakdo si lahko to zgodbo razlaga, kot si želi. In Liam Lawson, tisti, ki je vskočil v sezoni 2023 in seveda tudi 2024, je dobil življenjsko priložnost. Ampak to se lahko mi, navdušenci, začnemo upravičeno spraševati, kaj lahko pričakujemo od Liama Lawsona. In nekateri bodo dejali, Liam Lawson je talent, je hiter, je prihodnost, bo začel kar takoj napadati Maxa Verstappena. Ampak počasi. Liam Lawson do tega trenutka je začel 11 dirk za svetovno prvenstvo Formule 1. In po 11
dirkah direktno v Red Bull poleg Maxa Verstappna, se meni zdi vse prej kot enostavna situacija. Rad bi vas spomnil na nekaj. V štartnem razporedu imamo dva posameznika, ki sta že bila tako člana družine Red Bull, kot tudi moštvena kolega Maxa Verstappna. In govorim o Aleksandru Albonu in Pieru Gasliju. Verjamem, da mnogi berete članke o tem, kako je bil Gasly dober, ker ni povzročil škode ekipi Alpine, ali pa kako pri Williamsu, vsaj v sezoni 2024, mnogo bilo odvisno od samega talenta Aleksandra Albona. Ampak v Red Bullu sta oba razočarala in tu menim, da ni nobenega dvoma. Po vašem mnenju, ali ima Liam Lawson tisto nekaj več, da bo na koncu izpadel boljši, tako kot Gasly, tako kot Albon in konec koncev tako kot Perez? Ali bo na istem nivoju kot njegovi predhodniki? Nekateri bi se lahko začeli upravičeno spraševati, pa zakaj niso priložnosti dali Yukiju Tsunodi. Ampak Tsunoda ni pravno formalno član družine Red Bulla. On prihaja iz tistega nabora novincev, za katere skrbi Honda. In je praktično tam, ker ga Honda podpira in ne Helmut Marko ter Red Bull. Po svoje bi bilo zanimivo ga videti v prvi ekipi, kajti Yuki Tsunoda med vsemi ima največ štartov, je malce bolj dozorel in je konec koncev bil boljši od Liama Lawsona. Ampak biti boljši od Liama Lawsona samo v tisti statistiki je nekaj, kar letos ni bilo pretirano težko. Naprimer, Franco Colapinto je zbral več točk. In preden začnemo zgodbo okrog Franca Colapinta, vprašajmo se samo za trenutek, koliko je v vsej tej zgodbi pritiska prinesel tisk in seveda razni avtorji. Franco Colapinto se je verjetno že sam videl na sedežu Red Bulla, čeprav realnih možnosti ni imel. Argentinec je praktično pokazal, da mnogi novinci imajo na prvih dirkah ogromno sreče. Se kdo spomni Nika De Vrija? Zopet nekdo, ki je imel na debiju življenjsko priložnost, enkratno srečo in potem, ko je prišel takrat v Alfa Tauri, mizerno pogovoril. In tu se lahko začnemo spraševati, kaj lahko pričakujemo v prihodnosti. Nekateri izmed vas ste mnenja, da sam zgovarjam samega Pereza. Konec koncev vidim zadevo morda v drugačni luči kot marsikdo drugi. Namreč Pereza je enostavno zamenjati. Pošlje se ga nekam proč, ampak težava je v tem, ko ga dati na njegovo mesto, da bo boljši. Zamenjati Pereza, naprimer, z nekom, ki bi bil počasen, podobno kot smo videli pri Ricciardu, meni osebno nima smisla. Strinjam se s tem, da je treba dati mlajšim generacijam priložnost, ampak pri Red Bullu imajo zato ekipo Racing Bulls in ne tisto prvo in ne ono glavno. In tu seveda se sam bojim, da bomo lahko videli pri Liamu Lawsonu podobno zgodbo, kot smo ji bili priča že mnogokrat prej. Mladenič, ki ima talent, ki ima hitrost, pride v situacijo, ki ji enostavno ni kos. Ampak pojavljajo se tudi upravičena vprašanja. Zakaj pri Red Bullu niso, naprimer, zbrali Carlosa Sainza mlajšega?
ki bi perfektno padel v to situacijo. Ampak že v tem prispevku sem poudaril, da na primer Perezu so podaljšali pogodbo, da je Daniel Ricciardo dobil priložnost za priložnostjo, ki jo ni znal izkoristiti, da je Liam Lawson nekako zasilna rešitev, ker drugega enostavno nimajo. Carlos Sainz mlajši bi verjetno z veseljem sprejel ponudbo Red Bulla, ampak vrh ekipe ga nikoli verjetno resno ni vprašal. Obstajajo govorice o tem, kako naj bi prišlo do rahlih konfliktov med Sainzem in Verstappenom med sezonama 2015 in 2016, ampak gre za Formulo 1, kjer se govorice mnogokrat tudi malce napihnejo. A dejstvo je, da v ekipi Red Bull so dokazali nekaj, da v bistvu svojimi vozniki ne znajo. Koliko zgodb, koliko časa, koliko energije smo porabili za nekaj, kar je bilo konec koncev enostavno sklepati, ampak videli smo, da le vse ni šlo gladko. Zakaj so podpisali pogodbo s Perezom, če so vedeli, da je slab? Mogoče niso videli njegove porazne forme in so nekako verjeli, da se bo pa lepo bral. Ampak, kot sem povedal, tudi v sezoni 2024 v primerjavi z Maxom Verstappenom ni bil nič boljši. In tu seveda gre za poudariti nekaj. Helmut Marko je v letih. In po mojem avtor vse te zmede je prav on. Človek, ki se odloča po občutku, po tistem, kar nekako čuti v želodcu, ne po tistem, kar mu svetuje njegov In zato, dokler ne bo odšel seveda v zaslužen pokoj, bomo verjetno videli še marsikakšno zdraho in nelogično odločitev. Nekateri bodo pri tem uživali, kajti pisali bodo lahko o dramah, ampak drugi, ljubitelji Formule 1, se bomo pa spraševali, zakaj. Zakaj se ne odločijo za tisto, kar je vsem nam jasno in verjetno tudi logično. Ampak to je Formula 1. Šport, kjer običajno tista enostavna zadeva, ki se ji lahko reče tudi tržnica voznikov, se da zakomplicirati do takšne meje, da konec koncev pridemo do teh situacij. A videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Za ekipo Racing Pulse, seveda, kot smo že omenili v predhodnem prispevku, obstaja varianta Izak Hadjar. Kot običajno do tega trenutka, ko snemam prispevek, uradnih potrditev ni. Morda bodo prišle na dan v trenutku, ko bo seveda to razmišljanje objavljeno. Ampak za danes bo to vse. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.